Dobrodošli v novi epizodi podcasta VAR, nogometnega podcasta medijske hiše Delo. Tudi tokrat z vami Nejc Grilc, Jernej Suhadolnik in Gorazd Nejedli. In pa začeli bomo seveda pri slovenskem nogometu, pri Olimpiji in konec koncev pri zgodovinskem dosežku prvi evropski zmagi Olimpije proti Klaksviku. Težko pričakovani, pa da, ker je že ima že malo dolgo brado, da se samo na hitro dotaknemo. Gorazd, kakšno Olimpijo si videl v Stožicah v četrtkovem večeru? Takšno, kot je v ligi trenutno. Kar bojevito, malo sreče, s sodnikom spet, izključitev je bila, kakršna je bila, lahko tudi ne bila domačijska, bi rekel, ampak pristop je bil pa ta prav. In jih je nagradil, zaslužena zmaga. Me pa razočaral Klaksvik, sem mislil, da je to. Tako, precej boljša Olimpija in hkrati slabše Klaksvik kot na Ferskih otokih. Je pa malo tudi igrišče vplivu na vse. Olimpija je morda malo bolj vajena na težkem igrišču, mehkem odigrati. Klaksvik pa na svoji plastiki lažje igra očitno. Ne? Tukaj se pa ni znajdel. Tako, Jernej, se strinjaš s to oceno, ne glede na to, govorili smo, da je za Olimpijo v tem trenutku najbolj pomembno tudi 500 000 konc koncev, ki so ga dobili za zmago. Tudi ti si je boljši, verjetno bo tudi na kakšni naslednji tekmi več navijačev. Skratka, boljša zgodba kot prejšnje 3 tekme. Jaz sem že v osnovi, pa ne da je to pomembno, ampak sem bolj naklonjen tem nižjim rezultatom, obrambnim pristopom in tako naprej. Tudi v košarki imam najrajši izide iz bivše Juge 60-57 in tako naprej. In tudi tukaj me ena nič ne moti. Na vse zadnje tudi klubi, ki imajo malo nižje budžete, govorim v evropskem smislu, drugega pristopa niti si ne more privoščiti. Zdaj, bo to v ligi dovolj atraktivno, je drugo vprašanje, ampak vsekakor je pa učinkovito. Saj Olimpija tudi v ligi na enak način zmaguje. Na koncu, ko se vsi utrudijo, da gol, recimo, če pavšalno rečemo, in tako je bilo tudi na zadnje. In zmaguje z nekimi minimalnimi izidi, 1-0, 2-0, predvsem pa ne prejema golov več. Tako da to je na nek način gre za revolucijo v primerjavi s tistim, kar smo gledali prej. Ne samo s portugalskim trenerjem, tudi prej s španskim. Tako da je čist drug pristop in bomo videli, kaj bo to prineslo. Zdaj, verjetno vrhunec tega bo šele naslednje poletje v smislu grajene igre, preobrazbe in usposobljenosti za Evropo, ta taktika. Ker tekma z Muro, spet Olimpija 5. tekmo zapored ni prejela gola, ampak proti Muri bi ga 2-krat res lahko. Hkrati bi jih pa na kakšen drug dan tudi 3 ali pa 4 lahko dala in je ta neučinkovitost napadalcev pa še vedno bode v oči. Pa res je, lahko bi prejela veliko golov, veliko sreče, To lahko Zeljković sam gor pogleda pa reče hvala, ker je bilo res veliko sreče, da ni nobenega gola dobil. Kar se pa napadalcev tiče, pa to že na začetku sezone zavožena zadeva. V glavnem imajo pa isti problem, kot vsi slovenski klubi boljši. Maribor nima napadalca, nima ga Olimpija, nima ga Koper, nima ga praktično vsi te, nima ga zdaj tudi Celje klasičnega napadalca, čeprav skratka vsi imajo strelcem težave, Ampak to je pa tudi problem cele Evrope ali pa sveta. Teh strelcev ni toliko veliko spet. Zaradi tega pa tiska je 100 milijonov vreden. Je pa v Olimpiji problem v tem, da pač na začetku sezone se je odločil s to taktiko, ki je igral Enriquez, da ima Pedro tisto glavno vlogo, ki ni bil klasičen napadalec, je bil winger in je prihajal noter. Strelil je tudi penale in to penali so naprimer tipičen primer, ker ti lahko napadalca, klasičnega strelca mu daš samo zavest, malo ga dvigneš. Samo da ga dvigneš. V ospredje je dal Nukića, ki sicer ni slab igralec, ampak so leta svoje naredijo, niti ni on izrazit napadalec, njegove kvalitete so bi bile bolj vidne v zvezni vrsti, ofenzivni zvezni igralec, ker zna fuzbol igrati, ker je tehnično dovršen. Ne vem pa, kaj je bilo z Bristričem, zdaj pa Bristriča išče, sam Bristrič je izgubil v začetku sezone minutažo in samozavest. Igralca delaš na začetku sezone, sred moraš imeti pa preklemansko dobrega igralca v glavi. Da pride, pa kar odloča zdaj. Prej pa ga noben je upošteval. In zdaj pa v Olimpiji ne vem, kako bojo to rešili, ali bo Zeljković vnaprej favoriziral, pa poskušal živeti Brističa, kar bi bilo najbolj logično, glede na to, da je tudi reprezentant Bosne, ima tudi neko ceno, vrednost in to je za Olimpijo sigurno samo plus.
Tako, ker pač, tako kot sta že omenila, vsi imajo problem z doseganjem golov. Nenazadnje smo to videli tudi na glavnem derbiju tega konca tedna, štajerskem med Mariborom in Celjem, ki ponudil z manj atraktivno predstavo, ampak prejšnji teden smo govorili o tem, da Damir Krznar težko zmaguje derbije, zdaj pa je na svojem bivšem Ljudskem vrtu vendarle enega dobil. Tako da, Jernej, kako pa si to tekmo ti videl? Predvsem je bil razplet zaslužen. Očitno Maribor čaka kar veliko dela, več kot si je verjetno kdo mislil, ampak to se je tudi dal že nekako ne pričakovati, ampak slutati, ker tam ni bil problem verjetno samo trener v Mariboru, in dokler ne bo to vse rešeno v kompletu, pa zdaj najbrž med sezono ne bo, bo imel Šimunža težave, ne glede na to, koliko je sistematičen in koliko ima že za sabo nekih uspehov in ve, kako se do tega pride. Mislim, da so problemi hujši, ampak tudi on je to vedel verjetno, tako da to je vse del plana, ki ga bojo mogli pa reševati verjetno pozimi. Zdaj najbrž ne, zdaj bojo pač poskušali rešiti, kar se da, ampak v derbiju je to težko, ne. Derbi je derbi, može biti malo močnejši, to Maribor še ni in je bil razplet zaslužen. Je pa problem za Maribor, da je 12 točk že zadnje. Tako da to, tle se pa čisto matematično začne nabirati zalogaj, ki ga bo težko rešiti. Ja, sploh glede na predstave, pa pred prejšnjim reprezentančnim premorom sta ocenjevala, da je Celje glavni favorit za naslov, verjetno. Ko smo prišli do novega reprezentančnega premora, ni se razmerje moči kaj dosti spremenilo, pa čeprav je zdaj Olimpija bliže. No, jaz sem zdaj, mislim, da je Olimpija še zmeraj prvi favorit. Je. To trenutno, kot kaže, sicer je tako, tudi za njo velja, ne vpraš me, za 1 milijon, tudi pa ne vem, ne sprašuj me, kako sem ta nič začel. Ne. Vemo, kako se je mal dogajalo, ampak glede na to, da ima pa strahovito velik igralski kader, ne. Če pogledate včeraj, začel je Zeljković z 9 tujci v prvi enajsterci. Edini, če damo golma na stran, je edini bil Ratnik. Pa da ne rečem, da kdo sploh ni igral še, ne. Pedro, Karamatić, potem je Salojih je šel noter, se pravi, da imajo, samo v tujcih imajo 15 igralcev, ne. Pa še poškodovane, pa ne vem, več kot 15, kje so še domači igralci, ne, ki naj bi prihajali, ne. Tako da, ampak igralski kader je tako širok in iz tekme se vidi, da je tudi ni slab, je seveda kvaliteta, ne. In Zeljković zdaj rotira vsako tekmo in nekdo nov, nekdo pri 30 igralcev v tem obdobju probo, ne. Tako, ampak se vidi, da imajo, širino imajo. In to bo mogoče glih zdaj v finišu najbolj pomembno, ker pride v 3 tednih bojo igrali 4-5 tekem in tukaj je Olimpija v prednosti. Ja, je pa tudi res, da ima Olimpija že zdaj, že kar nekaj časa, kar hud ritem, praktično četrtek, nedeljo, že nekaj časa. Ne? Jaz z novim trenerjem oziroma z Zeljkovićem dobila neko novo energijo, to je treba priznati, ne. Mogoče celo so začutili igralci, da se morajo malo bolj potruditi, ker tukaj je kar presenetljivo vidna ta energijska kvaliteta, ki so jo dvignili. Pri Henriquezu je začela padati, zdaj se pa spet dviguje. Ne. Tako da... Kaj pa če se recimo dotaknemo še malo spodne polovice lestvice, ker že dolgo nismo imeli tako zanimive sezone, da dejansko nihče spodaj ne da ni odpisan, tudi v tem trenutku je težko reči, kdo je zrel za izpad, ker so ekipe zelo izenačene in je mogoče, kdo te pa najbolj razočaral, če govorimo od favoritih za naslov, pa to, koga vidiš kot glavnega kandidata za drugo ligo. Mislim, razočaral, to je težko reči, ker nimamo niti vpogleda v proračun kluba. Ne. Recimo, zdaj nekoga, ki bi padel z vesolja, pa ne bi spremljal dogodkov, bi rekel, da so Domžale največje razočaranje. Ne glede na to, kje so zdaj, ne. Ker so vedno nekako stremele tam, ne bom rekel za prvaka, to od onega trenutka naprej, ko se je recimo Maribor vrnil, pa ki je Olimpija prišla nazaj v prvo ligo, bi težko rekli, da je Domžale kdaj so lahko odkrito merile na naslov, ne, ampak skozi so bile pa tam nekje, ne. So tudi v Evropi. 3., 4. mesto, skozi so tja merili, ne, zdaj to so sanje, ne, to zdaj se ne da več. In mogoče v tem kontekstu so Domžale razočarane, ampak če pa vemo, da imajo težave, da finančno so mogoče na eni tretjini kot nekoč, ali pa so samo na papirju, v resnici pa ne, pa tudi to ni presenečenje, tako da jaz ne bi tukaj zdaj iskal nekih razočaranj. To, da so vsi izenačeni, je mogoče zanimivo, po drugi strani pa
razkriva neko isto kvaliteto ali pa nekvaliteto vseh teh, ki so tam spotne. Ne vem, težko je reči, mogoče celo prehitro, ker imajo neke svoje koncepte, eni se zanašajo na tujce, eni na domače, eni iščejo energijo v borbi z zunanjim sovražnikom, eni se posvečajo, ampak vse je kle nekje. Zdaj, ta kolo je pokazal, da lahko vsakega premaga na dnu, ne? Tako da težko je reči, no, kdo je favorit za Espanca. Hkrati so vsi teli tudi mina za tako za gor, kot zdaj Domžale na Bonifiki. So proti Olimpiji izgubile, lahko bi bilo obratno. Izgubile so proti Mariboru, lahko bi bilo obratno. Tako da tukaj je bilo samo vprašanje časa, kdaj bo nekdo nasedel. Ne? In zdaj Koper, tako je pa Koper trenutno, je pa tudi na koncu nekak logika bila. Ne? Koper ima strahovite težave s poškodbami. Odkar so Mladiča izgubili, se je ta ravnovesje v zvezni vrsti čist porušil in imajo težave strahovite, kako to nadomestiti. In tudi niso nadomestili, malo so imeli sreče, potem v obrambi so izgubili, zdaj le pred Domžalom pri 0-0 2 igralca, ključna. Že odzad imajo poškodb, tako da vse se jim dogaja in je to logično. Ne? Domžale so pa izkoristile in je bilo čakale so in dočakale. Ne? Rogaška isto, tako zgleda, da so za nič, pa niso. Ne? Imajo kar zanimivo ekipco in njime tu in tam je tudi kaj uspeva. Ne? Ja, Radomlje pa Aluminij. Radomlje imajo že neko rutino, že vejo kako. Aluminij se mi zdi, da je tukaj najšibkejši. Celo Rogaška ga že iz druge lige premaguje, zdaj ga premagalo v prvi ligi. Ko je treba za rezultat, ko bo treba nekaj narediti, se mi zdi, da bo Rogaška premagala Aluminij. To je pa zanimivo glede na... No, ja. Morda... Razlika je samo točka. Tako, saj so vsi, cela spodnja polovica je... Naslednji teden je lahko povsem drugačen vrstni red. Ampak ja, no, če govorimo o slovenski ligi, pa o težavah naših strelcev, pa ko pogledamo tuja prvenstva, smo pa spremljali včeraj eno tekmo, kjer pa strelci absolutno niso imeli težav z doseganjem golov. Chelsea, Manchester City 4-4. Angliji so jo takoj označili za tekmo leta. To bomo še videli, ampak definitivno je bila pa ena bolj razborljivih, kar smo jih v tej sezoni pogledali. Pa zgoraj zdaj sva se že prej malo pogovarjala o tem, pa Jernej, da še tvoje mnenje od tega najprej dobimo od te mladi ekipi Chelsea, ki je začela sezono slabo, zdaj pa je tekmo vidno raste in je dejansko zgleda kot kandidat za naslov. Verjetno ne letos, čez kakšno leto pa zagotovo. Ja, jaz bi to v nekem širšem kontekstu gledal. Takrat se je zdelo to nerazumno, ker je ta nov lastnik, potem, ko je moral Abramovič zaradi vojne v Ukrajini to prodati, ne? In je prišel ta Američan in to je bilo na nek način tako zunanjemu pozvalcu noro. Ne? On je, zdaj lahko ugibam, ampak to je kupil verjetno nekih 30 igralcev. In to so bile odškodnine enormne in v glavnem je šlo za mlade. Eni so bili še najstniki, eni so bili v 21, ampak to so bili sami mladi in to zdaj nekako, kot da bi spustili čez neko sito, čez nek lijak in tisti, kar je prišel skozi, je prišel, druge so pa prodali. Ne? In mogoče s tem novim trenerjem, da je še to dodal malo kamenčka, ker oni predhodniki njegovi so bili očitno, so imeli preveč igralcev, po mojem, no? Ker to je bilo res noro, to tega verjetno v zadnjih 20 letih še nismo videli, pa smo že imeli razsipne klube, ampak tega še ni bilo. Jaz se ne spomnim tega primera, ne City, ne Chelsea v prejšnjih izdanjih, niti noben drug še ni toliko igralcev kupil kot jih je ta. In zdaj so pač prišli do izraza in če se jih počakali dovolj dolgo, bojo še boljši, kot so zdaj slabši, bodo težko, ker so mladi, potentni, trener je ambiciozen, za njim je par neuspehov v prejšnjih epizodah v enih drugih klubih in so vsi motivirani, ne? Vključno z lastnikom, ki je, se pravim, pozitivno noro očitno, ne? Z nekih kontekstih, tako da te bojo raste. In posledično, ki je toliko mladosti, je tudi potem toliko golov, ne? Saj City je pa podoben sistem, ne? Sam da ni toliko mlad, seveda. Z tega konteksta bo zanimivo, kako smo pogovarjali čez en let pa pol v smislu Chelsea, Manchester United. Ne? Chelsea je nekaj šel drastično in bo zgleda šel gor. Za Manchester United ne vidim, kako se lahko to... Z vsako zmago v bistvu sam podaljšujejo agonijo, ker očitno s Ten Hagom ne bodo izplavali iz te krize. Gre za dva koncepta. Ne? Manchester United še zmeraj prišel do tega, da bi mogoče mogel korak nazaj narediti. Ne?
to pomeni korak nazaj, ne samo v igralskem smislu, tudi kot klub. On se pa obnaša kot velik klub, kar tudi je. In nekako te stvari krpa, ali pa misli, da krpa kupim enega, kupim drugega, pa bomo že videli, vse bo to prišlo, samo vse bo normalno, stekel pa bo. Pa ne. Imajo problem, oni bojo mogli verjetno res ne korak, ampak 2 nazaj, zato da bojo pol šli naprej. Ker tole samo krpanje, pa mal ta trener, pa mal unga, pa unga kupimo za 100 milijonov, vse bo pol zložena zadeva, pa ne gre, ne. Da je treba bolj celovito, bolj korenito poseči v cel ustroj športni. Tako. No, pa če pa... Imajo pa očitno tudi neke težave, širše, ne, ali pa više, ker zdaj sem poslušal včeraj en zelo zanimiv pogovor, sta se malo prepirala Gary Neville pa Carragher, ne, v enem studiu na Skyju, televiziji Sky. In je Neville dober izpostavil, je rekel, da se mora verjetno že kdo drug vprašati, ne trener, ne, v Unitedu. Ker so jih že imeli, ne, pa je bil Van Gaal, pa je bil Mourinho, pa je bil še kdo drug, pa je zdaj ta. To so vsi trenerji, ki so prišli z nekim ugledom in s kartoteko uspešno, ne. Pa nobenemu ni šlo, ne. Na voljo imajo pa najbogatejši klub na svetu. Se pravi, prestopni rok neomejen, budžeta, kakor hočeš, kupijo karčo in verjetno morajo nekaj spremeniti, ne. Najbrž se niti ne zavedajo, da je nogomet ciklična panoga in moraš mogoče res časih kar še res narediti, pa malo pomladiti, ne. Mogoče si to lahko prvoši Real Madrid, da ne pomlajuje, pa še on pomlajuje. Pa še Real je zdaj. Se pomlajuje s top kvaliteto, ne. Tako je. Pa še to sam na nekih delih, ne pa povsod. In ker ima malo slabšo ligo kot verjetno United in tam lahko si prvoškaš na pomladitev, ne. Kle, če si jo boš prvošil, boš pač 1 leto padel, ne. To je to. Ja, razlika je, ne, da en slab Anglež, Luton ima 200 milijonov na let za igralce, ne. En v Španiji, Girona, ki je pa zdaj v vrhu, jih ima pa 50, ne. Se pravi, je razlika, s kom tekmuje Manchester, s kom pa Real, ne. In tako je rekel, da je Real si lahko privožda na kakšni tekmi tudi mlade forsirane, Manchester pa že proti Lutonu ne more glihe preveč. Mislim, da so po igralski vrednosti klubov trenutno več vredni klubi Championshipa, se pravi druge angleške lige kot Serie A, tako da to mislim, da vse pokaže, koliko je angleški nogomet finančno dominanten, ne, sej, niti ni to zdaj pač zaradi, ker bi bili Angleži tako dobri, so pa pač na igrišču je ta razlika celo manjša. Tako. Dokler jih bo lahko igrali 11 na 11, bo to tako. Če bo Angleži izsiliti, da jih bojo oni lahko imeli 12, da so tako bogati, pa bojo mogoče še boljši. Takrat se jih bo pa dal premagovati. No, pa Jernej, če govorimo o Serie A, ti jo spremljaš bolj podrobno. Ta vikend derbi v prestolnici za rimsko prevlado brez zadetkov, kako je na Olimpiku se odvijal ta derbi? Meni se je že vnaprej zdel, da bo nekaj tazga se zgodil, ker je bil uvod v derbi zelo zanimiv. Trenerja sta se kar lepo prerekala, tako javno, ne, kdo je boljši, pa kdo je slabši. In kadar je tako, potem pride nekako do situacije, ko se ne upaš zgubiti, ne. Ker če si preveč pameten, pol ni dobro zgubiti, ne. In če sta dva na tem, da ni dobro zgubiti, potem dobimo derbi brez golov. Še hujše je bilo, da tudi je bilo brez šans. Tako da še največ za nekega dogajanja bilo pred tekmo, ker so bili pač incidenti navijaški, ampak pač tak derbi za pozabo. Čist v bistvu pričakovan, predvidljiv in nič posebnega. Če gledamo tako zelo na hitro, če opišemo to, pa povemo zakaj. No, pa če na hitro sam še na dogajanje v Serie A pogledamo malo bolj od zgoraj, predvsem v oči bodejo, ali pa ne, ker so bile tudi v neki meri pričakovane težave Napolija, ki po naslovu prvaka očitno ima malo, kako se reče, šampionskega mačka, tako da ni letos verjetno ga ne vidite resno, ali pač še v igri za naslov, ali je to že ta vlak odpenil. To je zdaj prehite za reči, ampak ne želim reči, da je Napoli majhen klub, ker ni, ne. Ampak to so klubi, ki ne zmagujejo serijsko, imajo po vsakem naslovu jih dočaka streznitev, ne. Saj to je normalno. Če Juventus osvoji naslov prvaka ali pa Bayern, je to pač spet smo bili prvaki, se vidimo sred julija, nasvidenje, ne. Tukaj pa pač drugačne. To je tako kot z južnaškimi porokami. En teden traja slavje, po slavju pa noben več ne ve, kje so vrata, da bi se začela nova sezona, ne. In tukaj je bilo isto. To je pač tako zelo čez palc. Mislim, da ima Napoli tudi imel nesrečo ali pa problem, ki je Spalletti kar na hitro šel. Čeprav Mali mi je dal vedeti pravočasno,
ne vem, če je bilo pravočasno in zdaj ta Rudi Garcia je že bil v Italiji, po Franciji, pa kjerkoli je že bil na koncu dobro začel, ampak hitro so prišli do tega, da ni ta prav. Ne. In zdaj se mi zdi, da je bil bolj gasilc kot dolgoročna rešitev in se niti predsednik tega ne skriva. Ne. Ja, Že tako je sam ekscentričen in verjetno bo že iščejo nekoga za daljše obdobje, ki ima kakšno posebnost v svojem delu, ali je mlad, pa ali je že izkušen, sam da neki da. Rudi Garcia je, bi rekel, uradnik, trener uradnik. Ja, ni za... Pride, kjer je mal denar, vice izbira klube, ki imajo denar razmeroma in da bi pa kaj novega ali pa da bi klubi njegovi... revolucionar pa ravno. No, je pa tudi tako, ne. Oni so brez igralcev, ki je imel lani pol golov. Drži. In to je tudi odraz tega, da niso ne vem koliko velik klub, ker zgubili so ga tudi, se je poškodovan, ne, načeloma, ampak zgubili so ga tudi po neki lastni krivdi, saj na začetku, ker niso se znali odzvati na neke situacije, ki temu sledijo. Ne. Ali pride ponudba, pa niso zdaj vedeli, da bi ga prodali, ali bi se z njim skregali, ali kako bi zdaj to bilo. In tam na začetku je bil to problem. Pol se je očitno še malo poškodoval in je zdaj poškodovan, ampak to je igralec, brez katerega lani ne bi bili prvaki. Ne. Ja, sigurno. In tega pa nimajo in to že dolgo. Tako da je tudi ena neposredna argument, zakaj jim zdaj ne gre. No, pa tudi pri takih klubih, kot je Napoli, še lepo se vidi, koliko je kakšen igralec veljal, ko je šel. In imaš primer tega Korejca, ki je šel v Bayern. Zdaj vidiš, da je klasa. Klasa, ne. Zdaj, da ga ni noben videl, da ga je Bayern vzel, to sem presenečen, ne, da prej, ali so videli so ga, ali niso ga hoteli plačati, ne vem, ampak zdaj se vidi, da je klasa. Ne. Napoli je to zmanjkalo, ko je bil, so vsi rekli bravo, ne, ampak noben si pa ni mislil, da bo na koncu tako pomemben igralec, da ga praktično ne more nadomestiti čez noč ali pa čez let. Je pa res, da Napoli pa lansko let imeli strahovito srečo Ne, tudi ko je kupoval, od Gruzica do Simenha, ki je sicer je že bil, ampak ne toliko dober, ne. Tako je, se šel 2 koraka in naprej. tega Korejca in to, tako da težko imaš ta klub tako srečo. Ja, Napoli ima 30 igralcev, ne dobrih. Težko imaš tako srečo pri nakupih. Ne. Tako, drži. No pa, če smo že v napadalcih, pa da gremo sam še en prehod k reprezentanci, naredimo prehod čez drugo ligo, francosko. Ta konec tedna je mogoče eksplodiral, ni prava beseda, pa vendarle Žan Vipotnik, 2 zadetka, asistenco za prvo zmago Bordeauxa pod Albertom Riero. Težko soditi seveda po eni tekmi, ampak načeloma je Vipotnik prišel v zahtevno situacijo in se vsaj po tem začetnem delu sezone zelo dobro znašel. Igra, konec koncev zdaj zadeva, tako da to verjetno zelo dobra šola za Vipotnika. V kompletu je v redu, ker je Riera napovedal, da bo Nanga stavil, ne, par tednov nazaj, da bo Nanga stavil in da računa, da bo s to igro doživel ekspanzijo igralsko. In v redu je, da je zrihtal prvi gol in da je dal še 2, se pravi, ni dosegel 3., 4., 5., ampak je neposredno zaslužen. In v tej njegovi igri, ki jo goji Riera, zdaj je to za Bordeaux v redu ali ne, bomo videli. Tam rabi tudi rezultat, pa malo teže igrati, tako kot je igral kle pri nas, ampak bo pa sigurno Vipotnik napredoval v tej igri, ne? Ker bo imel verjetno dovolj šans, tako kot sem gledal, jih je tudi sam nekaj ustvaril, tako da zanesljivo zori. Francoski mediji so ga tako izpostavili, videl sem v L'Equipe, je imel tam naslovnico na eni strani in ga bojo favorizirali. Ne? Tudi ime ima tako, da jim ne bo težko njemu govoriti, ne, Žan, to je v redu. Tako da to vse so neki kamenčki, ki te lahko in marketinško dvignejo in na igrišču posledično, ne, ker to tam pač z roko v roki gre. Tako da jaz se mi zdi, da je lahko kaj naredi. Je pa to še v reprezentanci dobro, da bosta te dva, ki sta nekako zacementirana v prvi 11-terici, da bosta dobila neko konkurenco. Ker doslej, kadar je prišel noter Žan, ne, je pustil močan pečat v reprezentanci, govorim. Tako da to je za njega zanesljivo dobro. Za Keka pa še bolje. Ja, ker tudi tako kot Jernej si že večkrat rekel, je drugače igrati tudi za recimo Panathinaikos, ko imaš rezultatski imperativ, kot da igraš za
Bologna, recimo, ko si na sredini lestvice, ni stoj Bordeaux, sicer je prednjo, sam Bordeaux bi mogel biti zgoraj in je tam res rezultat, velik pritisk je, večji kot kje druge. Taki klubi so super. Isto Stojanovič v drugi ligi italijanski. V Sampdori je zanesljivo večji pritisk, kot pa v prvi ligi pa Empoli, po mojem. Ja, verjetno. Mogoče delam krivico. Za Žana je francoska liga idealna, čeprav se s tem ne strinja Milivoj Novakovič, ko so se s tem pogovarjala. Je imel tudi Novakovič argumentirane pomisleke, ampak jaz pravim, da tisk, ki gre čez francosko ligo, tudi če je druga liga, ne, sploh če si ti v Bordeauxu, to ni prva liga. Če si ti v Bordeauxu, si na ravni prvoligaških klubov, pač gre samo za, da pač ne tekmuješ, ne, v prvi ligi. Pritisk je pa siguren večji kot pri polovici prvoligaških klubov. Okolica, mesto, to je čisto nekaj drugega. Ne. In če bo to on preživel, ne, se mi zdi, da smo dobili napadalni dvojec za 10-15 let. Ne. Ja, to zdravo je reprezentance, pa če se zdaj obrnemo k reprezentanci. Ampak to res napadalni dvojec, ki bo tudi neko vrednost imel v Evropi, ne sam, da bo nastopil. Pa. Tako, bo klasa v največjih klubih. Zdaj govori o Šešku, pa Dubrovniku. Tako. No, ja. Poslušalci. No, pa če smo pri Beniju Šešku, ta prejšnji teden je imel več minut kot teden pred tem, ampak žal brez zadetka. Verjetno še ni čas, da bi kakšne alarme prižigali v tem, ampak je pa tako, da v Leipzigu, saj glede na širok kader Leipziga, ne bo imel veliko tekem na voljo, da začne zadevati te gole, verjetno. Vse je tako z toliko napadalci, kot jih ima Marko Rose, enostavno se bojo te priložnosti iztekle. Ne, še en mesec to ohran, to navado, da se pravi, da v Leipzigu ne da. Pa pol da v reprezentanci. Pa bomo vsi zadovoljni, pa ne pa obrne za ne pol leta. Ne, en mesec. Sam en teden, ja. Ne, on je v polnem pogonu. To je ključno in to, da igra po 1 uro, je celo boljš kot 90, v narekovajih, da me ne bo kdo narobe zastopil, ker ima zdaj res veliko energije. On bo na voljo v petek in v ponedeljek za 2 tekmi maksimalno. In tako kot je tudi zadnjič Kek zelo dobro rekel, on prav ve, Šeško, namreč prav ve, da ga reprezentanca ohranja nad vodo zdaj, v tem obdobju, ko je v Leipzigu, ker tu težko pride zraven, tam imaš tega Opendo, ki je po vseh merilih prvi napadalec tam, potem še napad izkušenih, pa Paulsen, pa Werner, vse živo je tam. Ne igra, ne trenutno. Zdaj ga vse zato izgleda. No in tam bo strahovita konkurenca, ne? Pač rezultat delaš z izkušenimi in tudi to tako dela, ne trener. Ampak hkrati pa Šeško v reprezentanci res se počuti kot riba v vodi in nekako ga drži nad vodo. Daje gole, kar je ključno in teh tekem ni toliko manj, ne? Junija 2, septembra 2, oktobra 2, novembra 2, to je 10 tekem v parih mesecih, to jih v klubu marsikdo nima, ne? Ja, drži. Tako da to je kar dober ritem, sicer bo sledila pauza reprezentančna, ampak zaenkrat je v tem ritmu in to je dobro. Tako da jaz se zanj ne bojim, konkretno za Šeška, da ne bi bil pripravljen. Tudi iz zdravstvenega zornega kota mislim, da je to idealno. Ker če bi ga prepursirali, ne vem, če njegovo telo bi zdržal ta ritem nenehnega igranja in za klub in za reprezentanco. Klub se mu je še v nastajanju, že tako ni glih tipičen, ne, nogometaš, ampak z 1,95 m in svojo postavo moraš biti še toliko bolj pazljiv. In mislim, da to v klubu vejo. Da pač je drugačen igralec in z drugačnim igralcem moraš drugače delati. Ne. In mislim, da to vejo, da se oni zavedajo tega, tudi tega. Ne, absolutno pa se Leipzig zagotovo resno računa, ne, če njega niti ne bi pripeljala. Pa se je del, se igra. Se igra, ja. Tudi kadar ne igra po 20 minut. Ne. Tako da on je del zgodbe, to ni nobene dileme. Ne. On ne obsedi na klopi. Ne. Je pa pač ta preskok, to sta pa oba že opozarjala, da prideš iz Salzburga v klub, ki se bori za naslov nemškega prvaka, vsem je korak naprej in ga pač imaš verjetno nekih porodnih krčev, pa tako kot sta opozarjala, da kako je 20-letnega fanta tako obremeniti, kaj lahko s telesom naredi, smo videli zdaj konec koncev pa Rasmusu Hojlundu, ki verjetno ne bo na voljo za Dansko proti Sloveniji ravno zaradi vseh minut in bolečine v stegenski mišici, s katero je končal zadnjo tekmo. Tako da verjetno je iz tega vidika dobro. Hkrati je pa vsem dobro, da vsi naši glavni aduti bolj kot ne so v pogonu, igrajo. Ne. Tako da malo minutaža ni slaba.
Ne, minutaža je celo boljša kot en teden nazaj, Ja. če tako gledam, ampak to je tle nekje vse isto. Hojlund bo pa verjetno imel celo težave s kondicijo, ker bo najbolj zdaj en teden preležal na fizioterapevtskih mizah, pa ledih, pa ne vem čem, in ga bo sigurno poskušal pripraviti. Ne. En teden je sicer za zadnjo stegensko mišico premalo, ne, ampak da se pa poviti, pa mal, mislim, da se to skritno. Je pa res za napadalec. Ja. Tako da šprinte ima, šute ima, to je oboje slabo. Tako, za stegenske mišice. Niti ne vem, če je smiselno, da špekuliramo o tem, a bo on igral ali ne. Dancu tako manjka, že prej mu jih je manjkalo neki. Ja, pa še Eriksen. Zdaj sta šla pa še Eriksen, pa Hojlund pogojno. Se ne vemo. Ne. Tako da, ampak na to ne moreš vplivati. Lahko vplivaš na svojo igro in to se morajo naši pripraviti. Po drugi strani so pa na krilih Kopenhavna iz Lige prvakov, ne, tako da Ker so doma zmagali. ja, ne more se zanašati na neki poškodbe, pa to, ker ti pa lahko dva fanta, ki komi čakata odzad, prideta pa... Ja. Kopenhavna jih nima, ne. No, vem, ampak gre za ta sporočilo, ne, ki ga je Kopenhagen dal, ne, da dajmo, da se, ne, pa še za vse milijoni, pa vse gor, kar jim prinaša, ne nazadnje Danci fuzbal razumejo kot priložnost za zaslužek, ne, ne samo za to, da se ukvarjajo športom, ne. Mislim, igralci, ker so tudi proizvajalci, Danska je ena večjih proizvajalk nogometašev, ne. Pa ne, pa sej, če zdaj začnemo iskati neke šibke točke, ker teh dveh ni, ne. Še vedno jih je pol Premier League, v kateri lahko mi samo sanjamo že, ne vem, od Roberta iz West Bromwicha ali iz Koren, ne. Tako. Tako da to so različni svetovi. Tudi realno računati, da mi lahko kaj opravimo v Kopenhavnu, ni. Ni pa to prepovedano razmišljati, ne. Zakaj ne bi mogli zmagati tam? Ne vem, mene Danska bolj zanima iz zornega kota, a oni hodimo na dobro vejo, koliko so močni in vse narekujejo in špekulativno so šli čez te kvalifikacije, ali so bili dejansko ranljivi in so ranljivi. Samo Mislim, to je da ta. drugo. To, ne vem, nisem čist zihar, malo se mi je išlo, da so s to revšno, ker so je pokazali, Ja. ogroženi celo, ne, ker Ja, če se jim drži. slučajno zgodi, da jih mi premagamo, ne, Morajo zmagati v je Belfastu, panika, ja. ne, seveda. Ne. To pa tudi In vemo, da tako, se se pravi, hitro da ne vem zdaj točen, kaj so, koliko so močni, ali tako da bomo videli. No. Tukaj nekje, kot Hrvati, ki so malo pošpekulirali, pa so se takoj Ja. Že so pa v resnih Zdaj so težavah. v resnih težavah, ampak ajde. Rečemo, da nekje logika je, da se bo ima išlo ali čez Ligo narodov ali tam ne vem kje, no, nekje se bo išlo. No, pa za koncerne, tako kot si rekel, nimamo kaj za zgubiti, resno ne moramo na nič računati v Kopenhavnu, kar je vrhunsko izhodišče za naše reprezentance, da pridejo na stadion Parken pa igrajo sproščeno in v takem položaju so tudi najbolj nevarni, se mi zdi. Ne? Jaz bi verjetno, ne sem jaz, verjetno bi bilo idealno obrniti, ne, ta urnik. Ja, Da najprej imaš doma Kazahstan, ki skoraj ne verjamem, da bi lahko Kazahstan v prvi tekmi kaj naredil z motiviranimi našimi. Ne. Ker zdaj imaš pa past neko, ne. A bo šel all in tam gor pa poskušati zmagati, pa to pol pusti neke žrtve, posledice, zmatranje, pa ti ne uspe zmagati, seveda, to govorim, ne. pa smo v težavah. Ja. Oni bojo doma imeli San Marino, kar je verjetno misija nemogoče drugega kot 3 točke. Ali probati gor preživeti nekako, pa hraniti tukaj na boje, to je težko, ne? To je res težko. Zdaj, kakor jaz vem, v športu, pa tudi kakor Keka poznam, ne bo šel na ta drugi scenarij. Ne? Bo pač poskušal ene fante zbrati. Jaz mislim, da ne bo ravno udarna enajsterica, tako imenovana, ampak da bo vsaj kakšna sprememba, no? In bo poskušal z unimi iti na polno. To druge poti v športu ni. In če se bo šlo, če se ne bo išlo, boš imel za odločilno tekmo še ne 3-4 sveže, kar je ok. Ne? To je nek tak pristop lahko. Ne vem, težko je to vedeti, to ve samo Kek in to že danes ve najbrž. Ne? Čeprav bo še dan pri tekmo rekel, da ima še 2 dilemi, ampak že danes ve, s kom bo igral in to mora tako poskušati. Vse ostalo, ne? Da priješ gor se nekaj afnat, ne? To bi bilo neresno in tudi tega ne bo. No? Ja, ne, pa ima tudi nekaj igralcev, ki so željni
dokazovanja v reprezentanci pa ne dobivajo v zadnjem času toliko priložnosti. Recimo Verbič, ki je spet v Panathinaikosu so malo bolj v pogonu, kot je bil. Ne? Pa na svojem nelanjem stadionu bo igral. Tako da recimo že nekaj takih, ki grizejo od zadaj. Ne, sej revolucije ne bo, ne, to ne moreš, ne, to bi bilo to neresno, ne, ampak nek miks bo, ne, neka miks. Tako da ja, mislim, da smo prišli nekako do konca. Gorast je hotel še nekaj dodati, se mi zdi. Jaz mislim, da upam, no, da ko se bomo naslednji teden bomo, da ko se bomo v ponedeljek pogovarjali, upam, da bo Slovenija že na Evropskem prvenstvu, pa bomo tam še z veseljem čakali na tekmo s Kazahstanom, ampak o tem več naslednji teden, tako da hvala, ker ste bili z nami. In pa, Gorazd, povej. Bomo po Kazahstanu. Ja. Zdaj je tako, ne? Ja, drži. Zdaj ne vemo, lahko da bomo imeli v ponedeljek. Ja, lahko, ja. Če bomo že na Euro, potem bo Kazahstan samo še veselica. Primerna za neko plavi torek pol v Ljubljani. Hvala, ker ste bili z nami. Upam, da bomo tudi drug teden dobro razpoloženi, tako da se slišimo takrat, pa nasvidenje.